Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Žana Banov Ribnikar je vsestranska ustvarjalka, zasledimo jo v slikarstvu, ilustraciji in grafičnem oblikovanju. Tokrat se predstavlja s ciklom, ki nosi naslov Nosim te v srcu. Do tega cikla je v bistvu prišlo na tak način, da sem se eno noč po smrti mojega dedka v bistvu zbudila sredi noči, imela sem v glavi, kaj je treba narediti, in takrat sem ostala, začela delati in to je bilo to. V bistvu sem skozi ta prvo sliko dala mojo bolečino ven, mojo žalost ven in v bistvu je nastala tista slika, potem pa v bistvu cela serija slik Nosim te v srcu. Osrednji motiv cikla so srca, v katerih so ptice, ki ponazarjajo simbol duše in miru. V bistvu sem se opirala na lectova srca, v bistvu na staro slovensko izročilo, čipkarstvo tudi in v bistvu sem hotela to potem v svojih slikah prikazati. Gre torej za senzibilno čutno pripoved, kjer se likovna umetnost prepleta z etnološko kulturo. Žana ima diplomsko nalogo to. Končni rezultat te slike je bila potem čokolada. Tako da v bistvu gre za nek proizvod hkrati. Gre pa za zelo senzibilno in čutno izpeljavo, ki je povezana v srce kot nekakšen objem v kombinaciji ptice. Čeprav je ptica v bistvu podrejena srcu, vsa zgodba pa ima ne samo tisto duhovno, čutno noto, temveč tudi meditativno, nekako spominja na mandalo. Brut Karniolus je predstavnik modernega časa, njegova dela predstavljajo digitalno grafiko, kar doseže s fotoaparatom in računalnikom. Motivika je v bistvu, bi rekel, en pregled ustvarjalnega postopka od osnovne grafične redukcije, kjer v bistvu še lahko prepoznavamo, iz česa je nastala ta grafika, pa do čisto abstraktne. No, to je v bistvu moj končni cilj. Gre za miniaturo, ki skozi 4 faze prikazuje življenje na Zemlji. Nekaj imamo še zaznavno realnost, večkrat še zaznamo pač različne podobe, živali, nekako se povezujemo z naravo, na kar s časoma, bom rekla, se odmika od te realne zaznave in dobimo tu naravo, ki je označena recimo res samo z barvami in linijami, se tudi vidi, da je zelo intenzivno in na koncu resnično čisti odmik v organsko, anorgansko formo, kjer v bistvu gre čisto nerazpoznavno naravo. V bistvu gre kar neko vrnitev v bistvu. Vsa zgodba se pa v bistvu navezuje na fotografijo. To pomeni, iz fotografije izhaja, to je nek seme, ki v bistvu ga bom rekla, goji na računalniku, kot nek inkubator. In ko ta ideja pride do tiste zadnje faze, to pomeni razgrajevanja, vidimo to prečiščeno obliko, na kateri v bistvu sploh ni več povezave z osnovno fotografijo. Skupna točka obeh ciklov so intenzivne barve. Na eni steni gre za preplet slikarstva in obrti, na drugi za grafično oblikovanje. Obe razstavi pa prikazujeta kombinacijo tradicionalnega pristopa s sodobnim.